Danes sem v gostu povabil Petru Škarja, povem malo več o svoji novi knjigi Win-Win Marketing. Jaz sem jo pred kratkim prebral, moram reči, da mi je zelo všeč, čeprav s tabo volim velikrat na kavice in te svoje win-win situacije dostakrat poveš, ampak sem pa videl tudi par takih novih, ki mi nisi povedala v tej tvoji knjigici. Bi mogoče kakšen dober primer povedala z te knjigice, rečemo. Meni je bil fascinanten ta primer 500 podjetnic, kako ste to čist brez denarja, brez investicije organizirale en tak velik dogodek. Ok, najprej še spostavljam že. Dogodek 500 podjetnic, ja. To smo bile 3 punce, nismo imeli v bistvu denarja za začetek, nekaj dogodek načeloma stane 30,000 evrov, ki se ga sprejela. In pa smo mi razmišljali, da moramo investirati denar, kaj če narediti, da bi z nič evri naredila tako promocijo celo Slovenija ve za dogodek 500 podjetnic. In danes skoraj ni ženske podjetnice, ki ne ve za ta dogodek. In pa smo razmišljali, kaj narediti. In jaz zaprisegam ta win-win marketing, ne. Dej, nekomu nekaj dajmo, podarimo in on nam da neko svojo zadevo in vsi imamo tega korist. In pa smo začeli brskati, kaj v Sloveniji že obstaja, kjer se združujejo ženske. DNTEK, FAN, Klub visokih pet, polno nekih društv. In potem smo vse ta društva v bistvu povezali, skontaktirali, pa rekli, če one razpošljajo informacije za dogodek 500 podjetnic, mi v zameno tudi pa njih promoviramo na dogodku. Sprav sem izmenili smo zadevo. In tako smo v parih akcijah prišli do tega, da smo z nič evri, ne vem, nekaj 1000 žensk, tako je vedno za dogodek 500 podjetnic. Enostavno nekaj. To je pa prva ta akcija. Tudi vsakem tem deležen niste nekako ponudili neko sodelovanje, kako da ste jih objavili na spletni strani, ne? Ja, imamo spletno stran in pa čisto za en dogodek, ne, enkrat v letu. In vsak deležen ti tam možnost, da se lahko opiše na tej spletni strani, če želi, slikami, kontaktnimi podatki in vse. In na koncu smo ugotovili, da v bistvu večina teh udeleženk nima še svoje spletne strani in so prvič opisane na spletu, ne. Meni vzajme nekaj minut, da jih objavim na spletni strani, ni pa to veliko pomeni, tako nekaj zgodbo uspeha gor predstavljena. No in potem so te ženske, ki so opisane gor, začele širiti po Facebooku, LinkedIn-ovi prijatelji, pa te pa strici, vsi so bili ponosni, vsi so s tem delali, so posledično reklamo za 500 podjetnic. Ampak spet, vsi imamo tega koristne. En drugo si pomagamo od tega, ne vem. Koliko ste imeli teh, ki ste jih objavili na spletno stran? Kar ti vam rekla, sem zlagala. Zadnjo leto je mogoče 150. 150, potem je 150 tudi delalo reklamo za vas. Vsaj. 150 zelo močno, ja. Če vam vsak ta mesec 100 obiskovalcev, kar je minimalno, je to 15,000 ljudi na vaši spletni strani, ne? Pa pazi še vse ta društva, ki so razposlala informacijo o dogodku, vsako društvo, vsak zavod, ne vem, vsaj 100-200 članic, vsaj mailing liste, par 500,000 ljudi, po 3, so razposlali na okol, to je so šlo na 10,000 ljudi takoj. Praviš, win-win marketing je edini marketing, v kateri da verjameš. Kakšne imaš na splošno izkušnje, rečemo v Sloveniji? Se to da dogovarjati, malo težji? So ljudje odprti za to? Imaš tudi kakšno slabo izkušnjo? Seveda imam. Jaz sem to bolj zagovarjam win-win marketing. Preveč je unih vsiljivih prodaj, direktnih, kup, zdaj sem pes vesel, tebe se pa, ne vem, izkoristo. Ker polno nekih variant, ki lahko enemu pomagamo, pa s tem vsi si naredimo dober marketing in prodajo. Zato se mi zdi, da to je ena zadeva za prihodnost, za nas na male, ker pomagajo vsi, bomo vsi zmagane. Izkušnja pa veliko slabih, kako celo več kot dobrih, ali pa polno. Zato, ker ljudje ne vejo, kaj je sodelovanje, ne. Sodelovanje je, da ti nekaj daš, on nekaj da in skupaj sta več, kot če bi vsak zase nekaj počel. In jaz javno rečem, da zelo težko dobim ljudi za sodelovanje. In potem sem javno ljudje, ki rečejo, jaz bi postavil sodeloval, imam knjigo, da ti meni to spromoveri po prodaj, pa ti bom dal 10% prodaje. To sem jaz distributer, prodajalcev, ki imam na sodelovanje. Tako da ja, seveda imam. Ti si enkrat zelo dobro napisal, da sodeluješ z ljudmi. Kako si že napisal, se mi to dobro zdelo? Sodeluješ z ljudmi, pa če ugotoviš, Ja, če ugotovim, da me hoče bolj prinesti, da potem zavedno čekam in ta človek nima v meni. Več šans tudi z mano sodeloval. Pač tak sem in ne morem preko sebe.
Je pa res, če nekako lepo človek z mano dela, bo pod mene marsikaj dobil. Čim pa dobim občutek, da hoče on bistveno več od mene, kolikor bi on dal, potem pa pač nimaš na to, bi sodeloval z mano. Je pa ponavadi, kaj s kom sodelujem, ne vem sicer zakaj, ampak zmeraj jaz malo več ponudem, kolikor dobim. Rečemo vse 20%. Mogoče to zaradi tega, da ravno če pride potem do tega, da več hoče človek, ne vem, da vidim, da mu bolj lahko dokažem, rečemo, jaz sem ti ponudil več kot ti meni, pa jaz sem ti vse naredil, ti mi nisi, ker tako je, te stvari se mož dolgo dobro dogovoril, mi dva sodelujo, pa se veš, da se kar tako na hitro dogovoriva, s kakšnim se pa dogovarjaš 500 mailov izmenjaš, ampak potem, ker pa treba dejansko stvar realizirati, je pa zmeraj nekako drugačno, ko si se ti zamislil. Mene še bolj, zelo se začne nastavljeno, ampak tudi zelo zmok, kolikrat ljudje nekaj probavajo, neke trike, rečejo, bom razposlal po bazi, ne vem, 1000 ljudi in potem naredi samo osnutek tega in pošlja, pa sej nismo ljudje neumni, se malo utovimo, da nekaj ne gre. Mislim, imam par takih izkušenj, ko ljudje probajo, nekaj rečejo, a drugo naredijo. To mi gre se. Jaz sem imel en primer, ko sem se dogovoril za izmenjavo, jaz sem njih reklamiral, oni ne bi mene preko meni tviste reklamirali in jaz sem pač lepo napisal mail samo za njih, pač v glasno sporočilo. Jaz nikoli ne reklamiram tako, da rečem, pejte to, kupno to, tretne. Pač lepo pač ponudim neka zadeva, tudi nikoli ne reklamiram neke take zadeve, ki bi rekel, ne vidim v njej neke dodane vrednosti, neke koristi za ljudi. In ta konkreten primer, jaz sem se dogovoril, jaz sem za njih poslal, oni so pa najprej v mail in potopli vse napisali, potem na koncu pa še nekaj malo do mene. In jasno, da ni do mene noben prišel, tako da sploh jaz nisem sploh kaj takega pomislil, potem od takrat naprej posadsko upozorim, da je bilo poslala, jaz samo zate, ti samo zame in dajem možnosti, druge možnosti. Ne rabi biti ljudje, s katerimi poslovno dobro sodelujemo, ne rabi biti taki ljudje, s katerimi smo tudi osebno prijatelji, pa da se najbolj ujamemo in razumemo. Recimo, jaz se dosti družim s temi ženskimi podjetnicami, zaradi dogodka 500 podjetnic, velikrat slišam, ki je govora, z njo ne bi, z njemu ne bi, nekaj, ni mi všeč, ni mi všeč človek. Ni mi všeč, ki je nekaj narobe rekel. Tukaj imamo ženske, malo se mi zdi pomakljivost, sprašujem, ampak vseeno. Poslovno še zelo dobro sodeluješ, če so odprte karte, če je iskren odnos, s konkretni primeri, če veš, kaj daš, kaj dobiš, vedno lahko neke neki zadeve. Se strinjam, jaz si človeku zmerno da možnost, da sem koga zelo narobe predceno preko maila, pa preko telefona in mogoče malo čudno zgledal, ampak sem se vsem z njim dogovoril in ko sem se pa dobila, sem pa videl, da je čisto redo, tako da jaz na prvo žogo oceno človeka, ali je okej, ali ni okej, nikakor ne, da ni okej, to ne rečem, tako da dam zmeraj možnost, nekako načeloma, bi res nekaj po telefonskem pogovoru, bi res mogel videti, da res sam nekaj od mene hoče, pa eni so tako skrivnostni, pa me tiče. Prav, veste, jaz bi z vam sodeloval, sam vam ne smem povedati, zakaj bi imel te ideje ukradne. Mislim, potem, če mi ne možeš povedati, ne more z vama sodelovati. Pa tako je z idejo, idej imam jaz zdaj 1000, ampak teh 1000 imaš milijon drugih ljudi, tako da ideja ni še neč važna izvedba. Se spomniš, kaj imamo eno prvo sodelovanje? Mi nas normalno sodelujeva že poslovno kar nekaj let. Osebno čas, ki pride na nos križ s kakšnimi prepričanji, ampak to je druga stvar. Poslovno, a se spomniš, kaj je prvo najno sodelovanje poslovno? Zame si malo tržila, pa na listu si šla z mano predavati. Ti si bil že naprej, če predtem. Prvo. To se mi zdi dobra varianta, to je veliko ljudi moje generacije, se vračati, ne bi rad seminarje, ne bi rad začel delati, bi rad podjetništvo, pa ne vem, kje začeti. Pa rečem, pa ne probi, kaj te gre, veš, za ston ne bom delal, to ne smem, da se strinjam, ceni svojo uro in ceni sebe. Ampak jaz, ker sem vedela, da se moram
spletne strani, optimizacijo, da moram imeti svojo spletno stran, nisem imela nič denarja takrat, ne, da to nekje naročila. Sem rekla Tomažu, da pridem tukaj delati brezplačno za nekaj časa, bo povedal koliko časa, ne, da se potrudim, da res nekaj doprinesem in s tem avtomatsko se naučim to, kar tvoje podjetje dela. In tu je izdelava spletne strani optimizacije. Tu je meni bila ena izmed najboljših njimi zadev. Jaz sem se naučila vsega, kar sem takrat rabila za svoj posel, ko sem začela. In še danes sem ja, to je zelo lep primer. Moram reči, da sem tudi že nekaterem iz takih, bi rekel, posebnih razlogov nekomu pač obljubil kakšen seminar brezplačno ali kaj takega, se pravi kakšen, ki je res, bi rekel, mu gre res zelo slabo, nima denarja, nima službe, brezposeln in tako naprej, ne. Potem kakšen težave z bolezni in take zadeve. Se mi parkrat ponudil neko, pač da lahko pride brezplačno na moj seminar oziroma da tudi brezplačno kaj učimo in tako naprej. Pa nismo nikoli z nobeno nikamor prišli. No. Enkrat se spomnim, sem imel en seminar, ki smo ga imeli Gradacka ponudil za ston, pa je samo enkrat prišel, še to je prej odšel, je rekel, da na nekaj prav potrebnem, pa da pa ni več bilo. Tako da, to sem se tudi ponudil, pa niso to izkoristili, tako da ti si pa to sama prišla, ne, zanimivo, ne, tako da tukaj se ljudje razlikujemo, se tako vidi, kako hočemo delati, ali nočemo delati, ne. Sem zmerno se variante, ne, mene je zanimivo, ker sem mogla vedno nekaj štartati in še vedno štartam s tem, da imam nič evrov za nov projekt. Se vseh poslov se tu ne da več od tega, ne. Ampak v moje poslu, kar jaz delam, vedno štartam, daj, gremo narediti velik projekt, ampak z nič evrov investicije, iščemo variante in vedno jih najdeš. Res jih vedno najdeš. Na teh primerih govorim o tem. No, za začetnik je to sigurno dobro, če štartaš iz 0 evrov in dase in tako naprej, ampak bi rekel za nekoga, ki ima možnost nekaj investirati, ne, je pa dobro, če malo investiraš v neko reklamo, ne vem, primer, jaz ki pišem ta ljudi za Autokrk, ne, ogromno sem si naredil brezplačne reklame, nekaj tudi plačljiva, pač tako da zdaj nazaj razmišljam, ne, bilo pa mogoče pametno, če bi na 200-300 evrov več dal plačljivo reklamo, ker bi bistveno več drugo, ne, da tako pa hitrejš, tako da zdaj, če pač nimaš, se da res to čez brez denarja, če ne, je pa za začetek dobro mogoče. No, že tudi je, ne, če imaš kaj. Vsem to ne sme biti nekako omejitev, no, se da najdete nekaj drugačno. Rečemo, no, na ta način ti si imaš še dobro primer, kako si že spoznala tega Dušana Olaja? Dušan Olaj. Dušan Olaj je sem podjetja dovolj, podjetnik leta 2012-2012, izblazno šokratlijo človeka. In pisala sem prispevke za spletno stran delo.si. V tistem prispevku sem omenila tehniko KISS, kako moraš vse kratko drnatko enostavno vse napisati. In sem se spomnila na Dušanove izjave, ki reče, da ima pravilo HTML skemičnih 3 minute. Tuk časa imaš, da ga pripričaš. Jaz sem to napisala v članek in tudi napisala, da zelo občudujem tega človeka, ga cenim in da je dobro, da spremljam, kam ima zanimiv način razmišljanja. Ampak to sem jaz pač napisala, da ga preprosto občudujem in to je to. Na kar me nam čez par dni Dušan Olaj na Facebooku privat sporočilo pošlje, Petra, hvala, sem prebral na delu.si, včasih mi je. In to je bil najprvi kontakt in potem sem se ostala na tem kontaktu z Dušanom. No, take stvari so najbrž najboljše, da nekoga, ne vem, pohvališ, brez da bi karkoli pričakoval in potem, če to človek ni tako slučajno najde, ne, to verjetno potem zelo ceni, saj jaz vedeti, ko je verjetno, pa tudi on, če ne bi to ne bi verjetno napisal. Ljudje nas splošno tako težko pohvalimo, tako težko nekoga izpostavimo, da te pa res dobro, to stvar res dobro naredi nekaj, ne, ker imamo misli, kako od tega, če je zdaj bil zahvalen. Lej, če bi to, ne vem, pohvalil z veseljem. Ponovno grajemo Slovenci tako vidim, da si sicer enega pravila držim, da raj pohvalim, ne. Če so dve trgov komerkatorji, pa ena slabo dela, ena dobro, raj tiste, ki dobro pohvalim, pa to tisto. Skritiziram, ne, mislim, to sem pred enom letom, sem eno gospod komerkatorji pohvalil, in je tudi svedla, da sem jo pohvalil, sem poslovno pravo, ne, tako da do mene zdaj zmeraj ekstra prijazna in pa sem ne zato, da bom kakšne
koristi od tega, da bi kicajš do Kitajske, ampak je pa dobro čutek, ker prideš, ker pa vidiš eno prijazno gospo, ker pa nekoga, nekaj vprašaš, pa se mu niti ne da razložiti. Ja, se pa mislim poslovno, recimo Dušan Olarm je, koliko so se četrtič, petič osebno dobila, ne vem, pogovarjala, srečala, sem omenila, da bi rada v Rusijo prišla in je Dušan potem dal kontakt neki v Rusiji. Ne? To so take zadeve, ker se tudi narediš na tisočih koncih, pa ti bolj določa zadeve. Takega človeka kot Dušan Olarm, da ga poznaš, to je sigurno zelo veliko redko. Da imaš njegovo telefonsko, da ga pričaš, da hočeš. Še tenis pa ne izvala. Vidiš, to kaj izkorist. No, zdaj bo še s nekaj pohvalim. Evo, po dolgem času sem šel petek fuzbal igrat in sem na ta račun, da nas tako en biznis dolgo. Zato bi se človek enako spomnil, da sem drugačne ene. Moraš biti skozi prisoten, da se prisoten. En primer moram izpostaviti, da sem zapridela za to. Win-win primer. En priročnik, 500 podjetnic, ki sem na začetku vprašala. Šele 3. leto smo gradili baze, katere smo pošiljali bolj obvestila za dogodek. Šele 3. leto. In smo zelo na hitro prišli do par tisoč kontaktov in to samo na podlagi enega razplačenega priročnika. In to je priročnik, kjer so noter dali v bistvu nasvete strokovnjake različnih področij. Primer pravno svetovanje, računovodstvo, moda in tako dalje. In vsak od teh strokovnjakov je dal na naš listu svoje nasvete. Mi smo jih prosili, da to brezplačno podajo, pa nekaj, kar največ podjetnikov njih sprašuje. Tu smo dobili nasvete, ne vem, 20 strokovnjakov, evo, se najbolj se ne vidim, pa se res. In tu smo zdaj dali v e-knjigo in brezplačno vsako lahko dal. Je to lahko dobiš na 500 podjetnic.com? Podjetnica.com. Podjetnica.com. Ja. In reklame imajo oni, da so strokovnjaki, ne vem, 1000 ljudi je že videlo, za 100 informacij, da vsak podjetnik je tudi brezplačno dobi, in pa s tem gradimo vsi vlado. In vsi trije smo 300